Gospoda dr. Sebastiana Valentana sem spoznal kot študenta teologije v Mariboru pred 21 leti, bilo na dan vstopa Slovenije v EU, ko sem pripeljal diplomatski zbor Svetega sedeža. V imenu študentov je komuniciral z diplomati in moram reči, vzbudil je veliko pozornosti med diplomati, zanimivo, predvsem iz Latinske Amerike. Spremljal sem njegovo delo, zlasti v študijskih letih, ko je bil v Rimu, in kasneje njegove kulturne pobude, ko je kaplanoval na Koroškem. Delo dr. Sebastiana Valentana v Malečniku pa je izjemno živ dokaz njegove vsestranske in intelektualne in duhovne in kulturne energije in želim ob 15. obletnici mašniškega posvečenja veliko sreče in blagoslova tudi v bodoče. Sebastian Valentan se je rodil leta 1983 v Mariboru. Dobre zglede krščanskega življenja sta mu nudila že babica in dedek, ki je ponosno stal ob Sebastianu kot birmanski boter. Pri 17 letih je vstopil v Slomškovo dijaško semenišče in nato v bogoslovno semenišče. Kot študent teologije in filozofije je urejal semeniško glasilo Lipica. V letih 2018 in 2019 je kot novinar, prevajalec in napovedovalec deloval na Radiu Vatikan v Rimu. Pred 15 leti ga je nadškof metropolit dr. Franc Kramberger na praznik apostolov Petra in Pavla v mariborski stolnici posvetil duhovnika. Novo mašo je obhajal v domači župniji v Jurovskem dolu. 3 leta je bil kaplan v Ravnah na Koroškem in 1 leto v Lenartu v Slovenskih goricah. Zatem so ga predstojniki poslali na nadaljnje študije v Rim. Leta 2016 je z odliko opravil izobraževanje iz področja prenovljenega zakonskega kanonskega prava ter sodne prakse in prejel diplomo Papeškega sodišča Rimske rote. Na fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Santa Croce je leta 1917 magistriral in na isti univerzi leta 2020 doktoriral iz kanonskega prava in evropskega prava človekovih pravic. Torej, z velikim veseljem se vedno spominjam duhovnika Sebastiana Valentana. Bil je moj študent, spremljal sem ga ves čas njegove priprave na duhovništvo. Sem bil tudi izbran za njegovega pridigarja ob novi maši. Sem prav vesel, da že obhaja 15 let duhovništva. Tisto, kar me vedno navduši, je, da je zelo prodorn duh v njem, ki bogati katoliško cerkev, pa je hkrati vedno odprt za nove izzive, ki jih prinaša sodobni svet in jih vključuje v svoje delo, kar seveda bogati cerkev pa družbo. In si želim, da bi s takim navdušenjem deloval še naprej, da bi vedno prinašal ene sveže ideje tako v cerkveno življenje, pa da bi hkrati ne izgubil poguma, kajti velikokrat so tudi deljena mnenja, pa kdo se s tem ne strinja, da bi z nekim upanjem stopal naprej. To bo tisto, kar bo gotovo njemu koristilo, hkrati pa bo to eno veliko delo za cerkev v prihodnje. Napisal je 4 pesniške zbirke.
Sebastian Valentan je sodnik pri Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in njegov podpredsednik, odvetnik in zastopnik v cerkvenih kazenskih postopkih, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Bil je član in tajnik ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri Slovenski škofovski konferenci. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije ga je leta 2020 imenovalo za strokovnjaka Republike Slovenije v delovni skupini odprte metode koordinacije za večjezičnost in prevajanje pri Evropski komisiji. Je redni član mednarodnih pravnih združenj. V prvem sklicu Sveta varuha človekovih pravic Republike Slovenije je bil njegov član. Vlada Republike Slovenije ga je 19. maja 2021 imenovala za člana Sveta vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja s katoliško cerkvijo. Dr. Sebastian Valentan je najžlahtnejši naslednik Antona Martina Slomška, Marka Glazerja in vseh drugih slovenskih oziroma mariborskih rodoljubov, ki so pomagali ustvarjati zgodovino slovenskega naroda, ne samo cerkve, zgodovino slovenske besede in seveda tudi slovenske matice, katere ugledni član dr. Valentan je. Težko bi v kratkem času našteli izjemna dela, ki jih je uspel ustvariti v samo nekaj letih. Knjižnica, obnova likovnih umetnin, vzpostavitev galerije, obnova cerkva, torej slovenske kulturne dediščine in živo pričevanje o slovenski besedi in duhovnosti s številnimi prireditvami. In zaradi tega lahko z eno samo besedo rečem: dr. Valentan, vzgled ste nam, izreden poklon za vse ustvarjeno. Hvala, ker ste postavili Malečnik na turistični zemljevid Slovenije, ga naredili za duhovno središče. Hvala, ker ste član Slovenske matice. Hvala za vse čudovite skupne trenutke. Sebastian Valentan od leta 2020 vodi župnijo Svetega Petra v Malečniku, ki jo je prevzel v nezavidljivih okoliščinah, a je v samo nekaj letih uspel prenoviti duhovno življenje in kulturo v Malečniku, z enako zagnanostjo pa tudi obnavlja dragoceno kulturno dediščino tega območja, župnišče, cerkev Svetega Petra in Marijino svetišče na Gorci, Glazarjev salon z galerijo. Spomnim se, ko sta bila moja sin in hči med vašimi prvimi birmanci. Skozi priprave na ta lep dogodek sta se zbližala. Jaz sem postal član ŽPS-ja, vi pa prijatelj, na katerega se vedno lahko zaneseš. Včasih vam težko sledimo, ker ste vedno polni idej, načrtov in energije. Ampak se trudimo. Ker vemo, da vse, kar počnete, delate z velikim srcem in za dobro župnije. Pod vašim vodstvom se v teh 5 letih res ogromno naredilo. Kraj je doživel pravi razcvet. Obnovljene katakombe, nova fasada na cerkvi, Glazarjev salon, Glazarjeva ploščad, knjižnica Jurija Borešiča. Prav ponosni smo na čudovito duhovno vez z rimsko baziliko Marije Velike. In z navdušenjem gledamo naprej, k prihajajoči obnovi Gorske cerkve, katere pobudo ste podali prav vi. Kaj reči, kot en velik hvala. Hvala za vaš trud, za vašo vero, za vašo bližino in vaše prijateljstvo. Ostanite še naprej s nami in naj vas Bog še naprej vodi in blagoslavlja. Njegova prizadevanja za kulturno prenovo v kraju kažejo sadove zdaj že tradicionalnim Glazarjevim festivalom, ki ga je začel leta 2021 in med nami tako obudil spomin na velikega malečniškega župnika, pesnika in pisatelja Marka Glazerja.
Kot lahko preberemo v enem od predlogov za visoka priznanja, je Sebastian Valentin nedvomno eden izmed najuglednejših in najbolj zagnanih gostiteljev, človek z izjemno širino duha in srca, neutrudni domoljub in zagovornik slovenske kulture in znanosti, izredno odprt za nove teme in vsebine, ki jih želi približati svojim sokrajanom, zvest in ugledni naslednik svojih duhovnih očetov, kakršnih je danes v slovenskem prostoru izredno malo. Naš gospod župnik ni le pastir besede, temveč tudi srce naše skupnosti. Z svojo toplino, predanostjo in zgledom vsak dan znova dokazuje, kako močna je vera, ki jo vodi z iskrenostjo. Hvaležni smo, da z nami deli pot vere, upanja in ljubezni. Župljani Malečnika s predanostjo in požrtvovalnostjo sledimo njegovemu verskemu in kulturnemu delu za naš narod, jezik in rod. Lani je njegovo prizadevanje na področju slovenske kulture, jezika in knjige doživelo še eno izjemno potrditev. Malečniško župnišče je še bolj odprlo javnosti in v njem namenil posebni prostor novi slovenski knjižnici, župnijski knjižnici Jurija Borešiča, katere vrednost je spoznala tudi Narodna in univerzitetna knjižnica. Na ogled je postavil raritete, ki jih je knjižnica hranila doslej in dal krajanom še eno duhovno središče. Nahajamo se v župnijski knjižnici Jurija Borešiča. Na pobudo našega župnijskega upravitelja je ta dobila status specialne knjižnice s področja kulturne dediščine, odprta pa je tudi za širšo javnost. V knjižnici delam kot bibliotekarka. S ponosom lahko rečem, da poteka sodelovanje z dr. Valentinom v strokovnem, prijetnem in sproščenem vzdušju. Ima veliko idej, ki jih skupaj predebatirava in uresničujeva. Cenim njegovo predanost župniji in širši skupnosti, predanost slovenski kulturi in jeziku, njegovo pozitivnost, doslednost in umirjenost. Dr. Valentin, iskreno vam čestitam ob mašniškem jubileju. Želim vam, da vaše duhovniško poslanstvo še naprej poteka v duhu miru, razumevanja in povezovanja. Marsikatero delo, ki ga je doslej opravil dr. Sebastian Valentin, smo nedvomno še izpustili. A že iz vsega povedanega veje spoznanje, da je s svojim vnetim prizadevanjem za slovensko kulturo prej lokalno znani Malečnik vpisal na kulturni zemljevid Slovenije. Tudi v slovenski prestolnici in drugje se zdaj veliko govori o tej mariborski krajevni skupnosti, o likovnih delih, ki jih hranijo v Glazarjevem salonu, o pomenu Glazarjevega festivala, izjemno zagnanih krajanih in nepozabnih srčnih prireditvah, ki jih tu celo leto prirejamo pod njegovim vodstvom. Posebej nam je všeč, da zna tudi z osebnim povabilom spodbuditi posameznike, da se priključimo aktivnostim, ki jih vodi in usmerja. To velja tudi za vero učence in mlade, ki sodelujemo pri svetih mašah in se udeležujemo različnih prireditev. S tem pomaga graditi skupnost, v kateri se lahko čuti vsak sprejetega. Izredno je ponosen, da mu je skupaj z župljani leta 2023 uspelo, da je bilo Marijino svetišče na Gorci z duhovno sorodstveno vezjo pridruženo papeški baziliki Marije Velike in da je papež Frančišek temu svetišču podelil privilegij popolnega odpustka. Sebastian Valentin, poleg številnih zadolžitev, ki jih opravlja v cerkvi v Sloveniji in slovenski družbi, z veliko nemo vodi malečniško župnijo. Rad ima ljudi in je vesel, ko sta cerkev in župnišče polna. Preko 100 župnijskih sodelavcev vsako leto zbere na tradicionalnem božično-novoletnem sprejemu. Že kot študent je začel sodelovati z varstveno-delovnim centrom Pavš, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami. Z njimi je ostal v stiku vse do danes. Če mu le čas dopušča, se ob četrtkih popoldne odpravi v bivalno enoto na Bohovo v Hočah, kjer ga pavški z navdušenjem pričakajo. Za svoje dosedanje odmevno delo je prejel več nagrad in priznanj. Občina Maribor pa se mu je lani poklonila s srebrnim grbom mesta. Kot otroka sem spremljala Sebastiana kot mirnega, vedno pozornega, pa tudi nagajivega otroka. Vedno je bil
rad med ljudmi in jih postavljal v skupine, on pa je bil vodja. Presenečenje za mene je bilo, ko se je odločil za duhovniški poklic. Nič ga nisem vprašala, kako to, le želela sem si, da se te želje uresničijo. Najbolj srečen pa je bil vsekakor njegov deda, žal ga danes ni več med nami, da bi lahko ta dogodek doživel skupaj z nami. Z Sebastijanom v otroštvu nisva imela tistih bratsko-sestrskih trenutkov, verjetno zaradi starosti, ki je bila med nama. Ampak kasneje, ko je postal duhovnik, smo se vsi kot družina začeli bolj povezovati in si stati ob strani. Najbolj mi je všeč, ko naju z sestro poleti povabi na njegov balkon in nama pripravi prigrizke, tudi kakšna majhna večerja in obvezno kozarec penine. Zelo pomembna so nam pa tudi nedeljska kosila, ki se jih vedno vsi udeležimo, redko kdaj kdo manjka, ampak takrat iz kakšnih res pomembnih razlogov. Drugače pa ponavadi so ta nedeljska kosila pri mami. Moj stric je najboljši stric na svetu. Zato, ker ga vedno skrbi za nas, o vseh dosežkih je zelo ponosen na nas in nas kdaj odpelje tudi na kakšen izlet. Najbolj pa nam je všeč, ko smo kakšen dan skupaj na morju. Sebastijan je bil že od nekdaj prav poseben fant. Že kot mladenič je bil zelo vljuden, umirjen, spoštljiv, rad je bil v družbi starejših ljudi, zanimali so ga jeziki, različne kulture. Zdi se mi, da ima takšno povezovalno vlogo, tako v družini, kot tudi sicer med ljudmi. Kjerkoli je bil in karkoli je počel, je dal vedno vse od sebe, kar se sedaj zagotovo vidi tudi v Malečniku. Sebastijan Valentan ni le duhovnik in profesor, pač pa tudi sin, brat in stric ter prijatelj. Vse nas nagovarja svojo jasno, a umirjeno besedo, zgledom in nas vodi po poti vere proti nebeškemu Jeruzalemu. Za njegovih 15 let zvestega služenja cerkvi in narodu mu vsi iskreno čestitamo in se veselimo z njim.